Halo. Juri, zdravo, Anita tukaj. Samo Zdravo. da te spomnim, da pred začetkom Bobov še sponzorje omeniš. Ja, valjda, koga misliš? Avtokoletnik? Ja, avtokoletnik. Ok, kaj ti misliš, da bi jaz avtokoletnik pozabil omeniti? Nisem rekla, da boš pozabil avtokoletnik omeniti, Aha. sam pravim. Ok, pa ti veš, kaj sem zdaj? Na poti na Bobe? Ja, in to v novem Nissan Leaf. Veš, kdo mi je dal ta novi Nissan Leaf? Avtokoletnik? Točno to. Zdaj ti misliš, da bi človek, ki je na poti na Bobe v novem Nissan Leafu, ki ga dobil od avtokoletnika, pozabil omeniti avtokoletnik? Ja, imaš prav. Sorry, ker sem sploh omenila. Ni panike. Ajde, se slišiva. Čau. Mislim, da jaz pozabil omeniti avtokoletnik. Avtokoletnik. Tega ja ne pozabiš. Avtokoletnik. Halo, Anita. Sorry, Juri, sam še to vem, da ne bi pozabil, ampak... Novo KBM. A? Da nove KBM ne bi pozabil omeniti. Ja, Ja, valjda ne bi pozabil omeniti nove KBM. A, jaz sem komitent, B, ful imajo dober rdeč logo, C, pač nova KBM. Valjda ne pozabiš omeniti nove KBM. Ali ti misliš, da bi jaz pozabil omeniti novo KBM? ne, sej verjetno imaš prav. To je tako, da bi pozabil omeniti zavarovalnico Sava. By the way, si vedela, da je zavarovalnica Sava moja najljubša zavarovalnica? Ja, si omenil zanj za sred kosila, kar tako iz nule. Ja, pač tako je. Sam, meni se zdi, da ima človek pravico omeniti svojo najljubšo zavarovalnico, kar tako, ko se mu pač da. Zavarovalnica Sava. Evo, pač, zdaj sem rekel to. Dobro, Juri, poslušaj, Ja. a boš tih manj tukaj? Prireditev se začne tako čez 15 sekund. Evo, jaz se vozim, evo. A se? Ja. Ker nič ne slišim. Ja, avto je električna nita, ne, zato pač ne slišiš, pa avtokoletnik ga je dal, valjda se ne sliši. Ajde, moram iti, ker sem na cesti, čao. Ker ste v središču naše pozornosti, smo z vami tako, kot želite vi. Zavarovalnica Sava. Janez ne potrebuje vez in poznanstev, saj ima zdravstveno polico, zavarovanje za hiter dostop do obravnave v mreži zasebnih izvajalcev. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi na daljavo. Varuh zdravja. Zdravo, živijo, čao. Moje ime je Juri in jaz sem ful vesel. Vesel sem, ker bomo kljub vsemu, kar se dogaja, tudi letos izpeljali Bob leta. Yes! In ja, seveda, valjda, letos bo pač vse malo drugače. Letos smo pač tako, kot imajo poročeni par jogije zložene. Malo bolj narazen. In ja, vse skupaj bo tako, kot bi 2020 moralo biti, bistveno krajše. Vesel sem pa tudi, ker se mi zdi, da kdaj pa kdaj kdo mora biti tudi vesel. Ker v zadnjem letu je to šlo kar malo ven z mode. Če vidiš veselega človeka, je verjetno voznik medicinske opreme. Yo, me and my boys, big business, private jet. Ali pa je prespal preteklo leto. Itak pa pod temi maskami ne moreš biti zihar, da se človek smeji ali ima sam prekratko elastiko. V zadnjih 12 mesecih sem jaz videl manj nasokov povprečen prebivalcev Saudske Arabije. Tako da mislim, da je čas, da se začnemo privajati nazaj na nasmehe. Pa če so pod maskami, ali pa ne. Preteklo leto je bilo celo v znamenju korone. Če me je štihnilo v hrbtu, če sem zasmrkal ali pa če mi je ket napadla z bicikla, najprej sem šel preveriti, če je to simptom za COVID. Ampak to ni čisto pravično do leta 2020, ker so se tudi dobre stvari dogajale. Roglič, Pogačar. Dobro, ajde, v glavnem je bila korona. Najbolj vesel sem pa, da se je kljub vsemu, kar se je dogajalo, izkazalo, da Slovenija kljub vsemu premore kar nekaj zelo bistrih ljudi. Zelo bistrimi izjavami. 10 izmed njih se je uvrstilo v finalni zbor za Bob leta. Čas je, da spoznamo nominirane Bobe. Sedaj je žal pomembno ne samo, iz kako bogate družine izhajaš, ampak tudi iz katere regije. Mislim, da je to nedopustno. Na teh dveh poljih, na socialnem in regionalnem, smo odpovedali. Avtor nominiranega Boba je dr. Dušan Plut, geograf, zgodovinar in obraz zelene politike med osamosvojitvijo. Se spomnite, ko smo v politiki še imeli zeleno opcijo? Ko politične nijanse niso šle samo od kvazi rdeče do zaskrbljujoče črne, vmes pa 50 odtenkov oportunistične sivine? Takrat, ko smo še upali malo sanjati, da bomo druga Švica, ne pa tako kaže danes, da bomo druga Madžarska. Takrat, ko smo še upali na bolje, ne pa tako kot danes, ko v glavnem upamo, da ne bo šlo na slabše.
Pa sej, če pogledaš na splošno, nam ne gre slabo. Na splošno imamo več denarja kot pred 30 leti, na splošno imamo boljše pogoje kot pred 30 leti. Ampak konkretno to oboje velja, če imaš prave veze ali pa če si iz Ljubljane. Najboljše, če kar oboje. Neenakost med regijami je vedno bila, ampak dr. Plut govori o neenakosti, ki nas kot država vse bolj drbi. Osrednja Slovenija doživlja tak ekonomski boom, da se folk v Ljubljani pogovarja, da ti London, ima pa še kar normalne cene, se mi zdi. Kvadrat stanovanja v Ljubljani stane toliko hektar prek Murja. Ko stopiš iz bajte v centru Ljubljane, je boljše, da si zapišeš naslov, ker obstaja velika šansa, da bo že imela novo fasado, ko se vrneš in ne boš spoznal. Če živiš v Prekmurju, je edina stvar, ki jo boš letos obnovil, vinjeta do Ljubljane. Avto imaš iz leta 2005, plačo pa z 92. Je pa res, da so se merila za srečo v kapitalizmu spremenila. V socializmu si bil srečen, če si dobil telefonsko linijo in to tako, da si sam na roke skopal jark, potem si sam položil kabel, potem si pa 5 let prosil Telekom, da ti ga naenkrat prosim priklopi. Zdaj se pa počutiš loser, če imaš 2 leti starega iPhona. Še vedno živimo na enem lepših koncev sveta, ti ne moreš narediti 100 metrov, ne da bi 2 turista delala. Very nice, Zoki-san, very nice, but where is Rok? Origato, Rok, zdaj Rok. Mogoče je pa to, da smo v naši politiki očitno pozabili na okolje, tudi znak, da dan danes srečo prevečkrat iščemo v materialnih dobrinah in se premalo zavedamo, da bogastvo tudi v okolju in naravi, ki nas obdaja. Kaj meni o tem, sem vprašal našega nominiranca, dr. Pluta. Žal se večina slovenske politike še vedno trdovratno ukrepa predpostavke, da varovanje okolja in gospodarski razvoj ne gresta skupaj. Brez dvoma je zmerni materialni standard zelo pomemben za srečno življenje, a opustošenega okolja, zastrupljenega okolja in narave ne more nadomestiti grmada luksuznih dobrin. Dr. Plut, hvala, da ste se oglasili in čestitke za nominacijo za Bob leta. Leto se zaradi zdravstvenih ukrepov niso mogli dobiti skupaj vsi 4 jezdici apokalipse, sta pa skupaj prišla vsaj 2, korona pa spletni kvazi strokovnjaki. Naenkrat je mnenje ljudi, ki so 6 let študirali medicino, postalo enakovredno mnenju človeka, ki je 6 let hodil na fitness. O tem in drugih fenomenih moderne dobe je v nominiranem Bobu spregovoril dr. Urban Bren, raziskovalec in prorektor Univerze v Mariboru. Številna mnenja s področji teorij zarot se ne širijo preko medijev, ampak preko interneta in žal gre tu za nevarno kombinacijo omejenega uma in brezmejnega spleta. Teoretiki zarot, to ni nič novega. Moj stric Miran je to vladal že dolgo pred internetom. Če si njega vprašal, Američani nikoli niso pristali na Luni, Adolf Hitler ni nikoli zares umrl, ampak je živel pod krinko kot Miranova tašča. Če je deževalo julija, so bili krivi Rusi s Černobilom, če je deževalo avgusta, so bili krivi Američani z atomsko bombo, če je deževalo septembra, je pa itak bila kriva teta Barbara, ker je ona vztrajala, da kupite stanovanje v Toti Klinčevi Ljubljani, če skozi tam dežuje. V Miranovem svetu je vsak zakaj pač imel svoj zato, pa če tudi nor. Teorije zarote so tu z razlogom, ker nam svet poenostavijo. Ker ne bi bilo ful lažje, če bi bila Zemlja res ravna, ker potem bi globus lahko spravili pod kavč. Globus, kavč. Včasih je lažje verjeti v neko bizarno izmišljeno zgodbo, kot pa še v bolj bizarno resničnost. In verjetno smo zato danes postali prvaki v ignoriranju znanosti, ker nam skozi teži s to realnostjo. Če ne bi bilo te preklete znanosti, bi mi že aprila lepo spili štamprle belila, se pozdravili s to korono in šli lepo normalno dalje. Ampak ne, mi moramo zaradi teh znanstvenikov sedeti doma pa čakati cepivo. Če so zdaj pač ti znanstveniki doktori, res je kao ful pametni, ne? Zakaj so si oni pol zmislili cepivo v obliki igle, ne pa v obliki pira? Moj patent, ok? Živimo v dobi hkratnega triumfa in poraza znanosti. Zaradi znanosti živimo dlje, živimo bolje, zaradi interneta imamo dostop do svetovnega znanja, mi pa ga uporabljamo v glavnem zato, da si pošiljamo slike mačk in penisov. Včasih tudi hkrati. Mogoče Darwinova teorija o preživetju najmočnejših drži, nič pa ne pove o preživetju najpametnejših. Družini Kardashian, ki za svojo samo promocijo uporablja predvsem zadnjice, gre dosti bolje kot ljudem, ki v ta namen uporabljajo možgane. Živimo v dobi, v kateri je strokovnost dolgočasna in ker banalnost postaja edini način komunikacije. Ali je čas pameti enostavno mimo, ali pa je še upanje za razum, sem vprašal dr. Brena. Ja, nedvomno živimo v časih retrogradnega razvoja. To lahko šaljivo vidimo, če primerjamo notni črtovji Biberja pa Baha, ali pa
bolj resno, če primerjamo besede ustanovnih očetov Združenih držav Amerike z vzkliki množice, ki je udrla na Kapitol. Tako da današnji res zgleda, da če človek naredi čim večjo neumnost, bo s tem dobil tudi največ všečkov in največ sledilcev na družabnih omrežjih. Ampak saj veste, Facebook prijatelji ne ostanejo z nami, takrat, ko nam je težko, takrat, ko nam je hudo, spletna priljubljenost pa se seli hitreje od burje. Tako da sam še zmeraj absolutno verjamem, da je edini pravi odgovor v znanju, ki nam ga lahko vzamejo samo skupaj z našim življenjem in pa seveda v sledenju neki ideji, če želite, človekovemu poslanstvu. Dr. Brein, hvala, da ste bili z nami. Čestitke za nominacijo za Bob leta. Če si hotel pred 5 leti kaj izvedeti, si imel ob 7 požgan dnevnik. Zdaj imaš ob polnoči požgan Twitter. Ukinjamo časopise, ukinjamo tiskovno agencijo, hkrati smo pa non-stop lačni informacij. Lahko se trudiš, kolikor hočeš, ampak na družabnih omrežjih ne moreš vedeti, kam gre zares svetovna ekonomija, ne moreš zares vedeti, kam gre naša družba. Lahko pa zveš, da je predsednik države za zajtrk pojedel grapefruit in da premier zvečer ni pojedel pomirjeval. O čudovitem svetu tvitokracije, ki ga doživlja tako svetovna kot slovenska javnost, govori tudi eden letošnjih nominiranih Bobov. Imam predlog za slovenski prevod tvita. Ne čivk, ampak bevsk. To je bolj bevskanje. Namesto javnega prostora in izmenjave debat imamo bevskanje. Kdo bo glasneje in pogosteje bevsknil. Tako je filozof dr. Mladen Dolar opisal stanje v slovenski tvitosferi. In če smo iskreni, zares je tako. Biti na Twitterju je isto kot debatirati z najstnikom, zakaj mora biti ob 11 doma. Tu ni argumentov. Edino, kar šteje, je vztrajnost. In na koncu itak ni zmagovalcev. Sovražim te, zakaj si me sploh rodila, če ne smem biti cula do polnoči? Ko enkrat vstopiš v svet Twitter razprav, ni poti ven. To je isto, kot da bi poskušal drek s čevlja spraviti dol z jezikom. Iz sekunde v sekundo gre na slabše in še dneve boš imel pokvarjen okus. Iz orodja za ljudi, ki nimajo dolgih misli, je s Trumpom Twitter postal orodje za politike, ki nimajo dolgih misli. In kar je še bolj pomembno, s Twitter komunikacijo so politiki besedo vzeli medijem. Po novem oni sami kontrolirajo informacije in dozirajo. In to privatizacijo komunikacije med državo in državljani doživljamo tudi pri nas. Iz zainteresirane javnosti smo se mi prelevili v nezainteresirane sledilce in noben ne ve, do kam bo šla naša nova mobilna verzija države. Nam bo finančni minister po TikToku sporočil spremembe davčne zakonodaje. Dvignili bomo davke, dvignili bomo davke. Če se odnosi s Hrvati resno zapletejo, bomo obveščeni po SMS-u? Ali je ta novi direktni način komunikacije samo način, s katerim poskušajo politični odločevalci dokazati lastno pomembnost, ali pa gre za nežen prehod v informacijsko avtokracijo, ko so izločeni vsi posredniki in interpreti med odločevalci in ljudstvom, sem vprašal dr. Mladena Dolarja. Zdi se mi, da je poseben šarm te komunikacije preko Twitterja, ki sem jo poimenoval bevskanje, v tem, da voditelji na videz pač naravnost direktno nagovarjajo ljudstvo, svoje sledbenike, brez posrednikov, brez nekih filtrov, brez selekcije, brez interpretacije, brez posredovanja medijev. In tovrstna komunikacija, mislim, je enosmerna, pač posebej narejena po meri, se mi zdi, populistov, avtokratov, egomanov. Spravi, odstranili bi vse filtre, ki posredujejo mediji, pomeni pač po svoji etimologiji srednik, tisto, kar stoji vmes. Odpravili bi te medije, da bi neposredno nagovarjali ljudstvo, ampak kaj je funkcija teh filtrov, kaj je funkcija teh medijev? Prvič, da se loči relevantno od irelevantnega, drugič, da se loči preverjeno od nepreverjenega in tretjič, da se loči spodobno od nespodobnega. In bolj, ko se vsa javna komunikacija začela dogajati po teh privatnih medijih, in ti privatni mediji, kot so Twitter, Facebook, YouTube in še par drugih, ti privatni mediji so v lasti nekaterih izmed najbolj bogatih ljudi na tej zemlji, ki so še bajno obogateli notabene z covidom. Torej, bolj, ko se je javna komunikacija v zadnjih 10 letih začela dogajati preko teh privatnih kanalov, bolj je naraščala poplava informacij, ki so prvič irelevantne, drugič nepreverjene in tretjič nespodobne. Zato se mi zdi, da je prava beseda za to bevsk.
Dr. Dolar, hvala za mnenje in čestitke ob nominaciji za Bob leta. Ko sem jaz bil najstnik, je bil kriterij za izbiro v srednje šole predvsem ta, katera ima najmanj točk nespremnih in največ punc na hodnikih. Zdaj so pa te stvari ful bolj resne. Mi živimo v kapitalizmu in mulj se mora danes že v vrtcu odločiti, ali bo vaskularni kirurg ali ustavni pravnik. Na informativne dneve hodijo zdaj resno, kot da grejo na pogajanje o miru na Bližnjem vzhodu. Starši so valjda zraven, ampak postavljajo toliko vprašanj, da nisi ziher, kdo se vpisuje na šolo, oni ali ta mali. Ampak, kakorkoli se trudiš, pri planiranju življenja je 100% samo eno. Ne bo šlo vse po planu. O načrtih in malo bolj igrivem odnosu do življenja je v nominiranem Bobu spregovoril ravnatelj druge gimnazije Maribor, magistr Ivan Lorenčič. V življenju lahko uspeš samo takrat, ko si upaš. Včasih je treba tudi malo tvegati. Če nič ne tvegaš, največ tvegaš, ker ostaneš tam, kjer si. Po domače, kdor ne riskira, ne profitira. Pač v življenju ti ne more uspeti, če nič ne poskusiš. Sploh, ko si še mlad, je ful škoda, da vse ne probaš razviti vseh svojih potencialov. Čas na tem svetu ne teče linearno. Danes si 18, jutri si 45. Preden se zaveš, imaš za sabo 15 let zakona, pred sabo 25 let kredita in za sabo 20 let delovnih izkušenj v zavarovalništvu. Mislim, vse zares ti čist nič ne manjka, ampak čutiš pa ta nek knedl v grlu, ne? Je to to? Sem jaz bral pravo pot, ker jaz se... Mogoče bi se pa jaz preizkusil v baletu, ne? Jaz čutim, da bi bil dober plesalc. Ali pa itak pride še kriza srednjih let, ki itak nič ne pomaga. Če si nesrečen, si nesrečen tudi na novem Harley Davidsonu. Zakaj nisem baletnik? Zakaj? Pa ni zdaj poanta, da bi mogli vsi biti neki ekstremni športniki pa raziskovalci piramid za to, da bi bili srečni. Poanta je v tem, da je treba v življenju včasih kaj poskusiti, da se potem preostanek svojih dni ne sprašuješ, kaj bi bilo, če bi bilo. Glede na to, da obstajajo teorije, da Tolkien navdiha za hobite ni dobil od Angležev, ampak od Slovencev in da smo majhna povezana družba, ki načeloma ne gleda z naklonjenostjo na tiste, ki štrlijo ven, sem ravnatelja druge gimnazije Maribor, magistra Ivana Lorenčiča, vprašal, kako zares mlade pri nas spodbuditi k poizkušanju novih poti. Mladim je potrebno omogočiti finančne pogoje, razumevanje in pa spodbudo pri iskanju ter izvedbi novih poti, predvsem pri tistih, ki so drugačne, nenavadne, odstopajo od prepojenih in veljavnih poti, torej gre za tiste poti, ki mladi rečejo odštekane. Predvsem pa treba paziti, da podpremamo poti, ki ne prinaša takojšnjega finančnega učinka, pa še dolgoročno in to pa lahko naredijo mladi, ki bodo šli zmeraj izmed parkiranih poti. Gospod Lorenčič, hvala in čestitke za nominacijo. Preteklo leto ni bilo samo leto bolezni, ampak tudi leto nervoze. Nervoza zaradi negotovosti, kaj bo, nervoza zaradi tega, kar je. Ti se že zbudiš malo živčen. Spiješ kavo, se odpraviš v službo, se spomniš, da delaš od doma in se od pasu dol spet nazaj preoblečeš v pižamo, pa že ti malo žile utripa, ne? Pol ti pa v kuhinjo sleješ pisarno, preletiš otrok in te spomni, tudi on dela od doma in da pač rabi računalnik. Prežgeš TV, ker probaš preglasiti zvok Zoom konference, ki jo ima tvoj partner v sosednji špajzi, pol se pa naenkrat zaveš, da gledaš vladno novinarsko konferenco, kar pa tudi glih ne pomaga k temu, da se živci pomirijo. Do 8:30 zjutraj si že tak znerviran, da ti rabiš sam še en neprimeren komentar od soseda ali pa sam en čuden pogled prodajalke v trgovini, tebi bo dekl vtrgalo, razumeš, tako da se boš sam začel dreti na ljudi skozi svojo 8-slojno masko. Zgaj si med leti ni normalen? 2020 nas je načelo. O nervozi med korono in tem, da smo lahko takšni in drugačni, pa še vedno živimo skupaj, je v nominiranem Bobu spregovoril Tadej Linasi, župnik v Šmarju pri Jelšah. Pogrešam normalnost, da je nekdo lahko veren, drugi drugače veren, tretji neveren, pa zaradi tega nismo mi in vi in oni. Se mi zdi, da živimo v taki dobi, da se z onstranskim ne ukvarjamo kaj veliko. Večina ljudi Boga omenja sam še v posli ali pa ko dobi poračun za elektriko. Dvome v življenju in vprašanje v smislu vse manj rešujemo na kolenih in vse več na Meta-Overnet forumu. Hkrati pa hodimo na terapije, pa zakonska svetovanja, pa k osebnim motivacijskim trenerjem, kar je po svoje bizarno. Kaj pa je spove drugega kot zastonj psihoterapija? Včasih se mi zdi, da ko začnem govoriti, da pol ne neham, pa jaz ker govorim ure pa ure, je to greh? Ne, bi pa moral biti. Ker včasih potem tudi, ko čebulo režem, veš, meni pol gre kar včasih na jok, ne, pol kar jokam, pol se pa spomnim, to so ziher travme za otroštva, ne, soja verjetno, in pol se spomnim eno drugo spomin, da eno pa tisto pa tretjo, pol sem bil pa enkrat 7 let, pa smo bili na morju, veš, ampak z vso našo modernostjo imamo še vedno osnovno potrebo po smislu. Ampak ob vsem Instagramu ukvarjanju samih sabo, zares vemo v sebi vse manj. Kar se lepo pokaže ob dogodkih kot je korona.
V 2020 se nam je zgodila prisilna umiritev in naenkrat smo ugotovili, da ne znamo biti ne sami s sabo, ne sami z drugimi. Kaj naj zdaj? Kdo sem jaz? Zakaj je minilo šele 7 minut? Kaj naj delam doma? Kot da smo v tem krasnem novem svetu enostavno izgubili sposobnost vzeti si čas. Ali imamo kot civilizacija vse večje težave s tem, kako se umiriti in ustaviti, sem vprašal dekana in župnika Tadeja Linasija. Ko smo se znašli v teh zanimivih in zapletenih časih, ki je seboj prinesel ta koronavirus, se prav gotovo vsak ne preustraši, kaj to pomeni za vse nas. Potem, ko pa take stvari, te ali pa druge, trajajo malo dlje, potem pa človek počasi začne iti morda tudi nekje vase, v svoje življenje, v globino svojega jaza in se sprašuje eno vprašanje, kaj pravzaprav je v življenju na konec koncu pa res pomembno. In hitro pridemo do nekega spoznanja, da se včasih v našem življenju napravi toliko neke, včasih v narekovaje rečem, navlake po nepotrebnih stvari, ki potem v enem kriznem obdobju hitro odpadajo in potem najdemo tudi bistveno, biti človek. Kaj to pomeni biti človek? Najprej biti sam seboj, kot človek, kot tisto, kar si po svojem bistvu in verjamemo in vemo, da je človek po svojem bistvu dobro biti in potem biti tudi z drugim, da lahko z nekim sobivanjem uresničujemo in osrečujemo tudi drug drugega in potem nekje z neko prevetritvijo svojega življenja izidemo tega boljši, bolj močni tudi z enim novim pogledom nase, na življenje okrog sebe in potem skušamo postaviti tudi ene take temeljne prioritete za naše življenje tudi v prihodnje, ko upajmo, da bo počasi tudi teh kriznih časov konec. Gospod Linasi, hvala in čestitke za nominacijo za Bob leta. Urejanje okolja, spletna trgovina in vrtni center z novim delom z zunanjimi okrasnimi bonsaji. Moga.si. Zares bogato opremljen Nissan Qashqai N-Connecta sedaj že za 179 € na mesec. V Evropi je v povprečju še za živali v gozdovih bolje poskrbljeno. Vse preštete so. Za migrante nihče ne ve, koliko jih je trenutno na poti, koliko jih umre, koliko jih izgine. Tako je migrantsko krizo v nominirani izjavi za Bob leta komentiral dr. Hussam Franjo Nadži, zdravnik in pisatelj. Migrant. Migrant. Ni to ena taka beseda, da te kar malo strese, da bi takoj laufal pa preveril, če imaš zaklenjena vhodna vrata. V zadnjih nekaj letih smo mi uspeli to besedo zdemonizirati v sinonim za rjavega človeka, ki se je nekako zmuznil Andreju Šišku. Ampak v osnovi je pa migrant kdorkoli, ki spreminja lokacijo svojega bivališča, navadno zaradi ekonomskih razlogov, ni pa nujno. Ljubljančani so migranti na Krasu, vsi so migranti v Združenih državah Amerike, Štajerci so vse bolj pogosto migranti v Avstriji, pa tam ne poslušamo pritožb po smislu, ja, diese migranten vsako juho pridejo čez mejo, pa cel dan v firmi delajo pridno, alles tak, ja, mit Hemmer'n, ja, grozno. Nas na meji nihče ne preganja in pretepa zato, ker jemljemo službe poštenim Avstrijcem, ki se jim za ta drobiž ne da delati. Zakaj? Zato, ker smo mi naši migranti. Tujega pa se mi bojimo že po nekem instinktu. Mi stalno poslušamo o vplivu migrantov na kulturo. Čeprav jaz še nisem nobenega slišal, da bi rekel, stari, odkar so ti migranti, je moj sin postal Maročan. Sred dneva se s čajem naliva, pa jagenčke peče, jaz ne vem, kaj ne naredim, ne vem. Vsi imamo telefone z Kitajske, vsi imamo majice z Pakistana, ne bi pa imeli obiskovalcev tam. Migranti so sitnost. Posledica globalne neenakosti, s katero se nam ne da ukvarjati. Z veseljem gremo šnorkljati v Egipt, ker je to za nas veliko ceneje, kot da se gremo potapljati na Florido, pa zaradi tega sami sebi ne rečemo podvodni migranti. Ne. Ko gre hči delati na Dunaj, je to ambiciozno. Če pa pride Pakistanc delati v Zagreb, je pa migrant. Na kratko, migrant je kletvica samo takrat, ko nismo to mi sami. Ali je mogoče naš odnos do problema migrantov povezan tudi s slabo vestjo zaradi nepravičnosti globalne ekonomije, sem vprašal pisatelja, kardiologa in predstojnika oddelka na UKC Maribor, dr. Hussama Franja Nadžija. To je pa zelo kompleksna stvar, tale naš odnos do
do migrantov, se pravi do tistih, ki prihajajo k nam. O tem sem razmišljal, ko sem pisal tole knjigo Zadnji gost, in se mi zdi, da v ljudeh imamo ločeno recimo nekako individualno nezavedno in pa kolektivno nezavedno. Ne? In individualno nezavedno je recimo nekaj, kar vzbudi v posamezniku neko empatijo, sočutje do drugega človeka, recimo če trpi, da mu hoče pomagati. Ko pridemo do kolektivnega, je pa odziv nas, posameznikov, ne, kot pripadnikov nekega kolektiva, predvsej bolj sebičen, plemenski mogoče. No. Seveda smo mi z evolucijo prišli precej naprej od teh nekih primalnih vzgibov, ampak vseeno te stvari v nas zaživijo, recimo, ko se mogoče kot narod ali pa kot neko pleme počutimo ogroženi. Bodi si, da je to neka ekonomska ogroženost, ne, ker nam bodo ti vzeli delo, lahko je tudi slaba vest, ne vem, tako pač, kot si rekel, lahko je pa preprosto pač nekaj, česar ne moremo doumeti, ampak gre za neko grožnjo od drugod, ki se je moramo upreti za to, da v bistvu ohranimo tisto, kar je primarno naše, ne vem, naše gene, našo zemljo. Seveda je ta boj posameznikov med tem individualnim, nezavednim pa tem kolektivnim, to je tisto, se mi zdi, kar je tudi vir vseh nekih takšnih in drugačnih konfliktov. Gospod Nadži, hvala za izjavo in čestitke za nominacijo. Če je leto 2020 kaj ni bilo logično. V gledališče ne smeš, na koncert ne smeš, niti na razdalji, lahko pa greš frizerju, da ti kašlja v trajno, frizure pa politak nimaš komu pokazati, ker v gledališče ne smeš. In če je leto 2020 kaj bilo, je bilo leto čakanja. V glavnem smo mi sam čakali. 14 dni je postala nova časovna enota in to ključna. Stari moj kisino, evo, 14 dni pa prijem, čakaj no. Čakala pa je tudi kultura. Čakala kot Vladimir in Estragon na Godoja, ali pa kot Otto Pestner na vlak, ki prihaja. O stanju kulturnega sektorja je takole v nominiranem Bobu spregovorila vrhunska sopranistka Bernarda Bobra. Če bomo morali postati nesmrtni, da nam bo politika dovolila zapustiti domove in oditi na delo, potem se nam slabo piše. V preteklem letu smo na podlagi ukrepov zvedli kar nekaj novih zadev v naši družbi. To, da je najprej zdravje, pol kultura, to smo vedeli že dolgo. To, da je pa najprej gospodarstvo, pa pol vojska, pa pol fitnesi, pa pol rekreativni športi, pa pol biznis od prijateljev, pa pol mrzli pirček, pa šele pol kultura. Mogoče, no, to smo zvedli pa na novo. Na spletu smo se mi lahko naposlušali teh komentarjev o nekoristnih kulturnikih, ki sam neki težijo, ne grejo oni krempire kupavati. Kar je, dragi moji, totalno glupa ideja. Troplačnih kulturnikov ti na krompirjevi njivi naredi več kode, kot pa koloradskih hrošč. Sploh pa, če se bomo mi začeli sortirati po koristnosti, bo to zelo črn dan za politike, menedžerje in zaposlene v telefonskih centrih za tehnično pomoč. Gospa, ste probali resetirati modem? Pa kaj imamo mi proti kulturi, kaj imamo? V 30 letih je kultura prišla od temelja slovenske identitete do toliko, da ne izpostave sončne uprave. Mogoče pa vstopamo v neko novo dobo. V čas, ko bodo ljudje ob informaciji, da imajo v operi netopirja, klicali veterinarsko inšpekcijo. To bo novi Wuhan! In pa čas, ko bo folk prepričan, da je Ivana Kobilica samo smešno poimenovan kon. Ivana. Ker, ko začneš o kulturi debatirati za vprašanje ti, a mi to res rabimo, si v resnici že odgovoril, ker ravno kultura je tisti preskok, ki ga je človeštvo naredilo, da bi seglo preko zgolj, kaj mi rabimo faze. Ali je splošno mačehovski odnos do kulture posledica nove dobe, v kateri predvsem štejeta praktičnost in uspeh in ki panoge, kot je kultura, uvršča med manj koristne dejavnosti, sem vprašal operno pevko Bernardo Bobro. Ja, kaj je pravzaprav kultura? A je kultura res zgolj gospodarska panoga za zabavo, za naš prosti čas, se pravi za ljudi, ki imajo dovolj denarja, da si prosti čas na ta način zapolnijo, a pa to pomeni še kaj drugega. Jaz mislim, da je kultura precej več, da je kultura omika, se pravi odnos med ljudmi, da je kultura del splošne razgledanosti, tudi del izobrazbe. Ni to zgolj gospodarska panoga za zabavo. Gospa Bobro, hvala in čestitke ob nominaciji. Najlepši del starševstva ni, ko otrok pove prvo besedo ali pa ko naredi prvi korak. Ne. Najlepši del starševstva je, ko sediš z drugimi starši pri večerji, pa lahko rečeš, kako pa gre kaj vašemu otroku v šoli? Ker naša je bila pa na Harvard sprejeta.
Maturatka in štipendistka Harvardske univerze Ana Breznik je pred skokom v šolo čez Atlantik v nominiranem Bobu pokomentirala, kaj prinaša druženje in sodelovanje dijakov iz različnih držav in kultur. Ideja raznolikosti mi je všeč. Resnica se le redko skriva v le eni ideji. Neke stvari je na svetu, ki so sigurno najboljše, če so domače. Domača salama, pa domača posla. Pri domači pameti, to je že vprašanje. Ker domača pamet ima isti problem kot domača salama. Super je, ampak jo zelo hitro zmanjka. Sploh pri nas, kaj češ, malo nas je. Zato se nam dostikrat zgodi situacija, tujega nočemo, svojega ne znamo. Namesto, da bi sam pogledali, kako se podobnih zadev lotevajo v tujini. Dobro. Šolstvo in zdravstvo dostikrat primerjamo s skandinavskimi državami, ampak samo primerjamo. Z državnim premoženjem poslujemo tako transparentno kot nigerijski e-mail mojstri in če nas kdo o tem kaj vpraša, pa se pa delamo Francozi. To je pa to od tujih vplivov. Mi tujih idej itak ne rabimo, ker smo mojstri za vse. Slovenc zna vliti betonsko plato, popraviti štedilnik, se spozna na epidemiološke napovedi in hkrati je strokovnjak za bitcoine. Je pa tudi res, da potem včasih bajta ni čisto v Vaservagi, da rabiš uro pa pol, da zavreš vodo na svojem postrani štedilniku, da imamo največjo smrtnost v Evropi in da morajo naši bitcoin tajkuni preprodajati nosne palčke, če hočejo imeti žur v Mehiki. Me ima boys big business party Mexico i yo muchos inteligentico. Če si mojster za vse, potem dejanskih mojstrov ne rabiš. In še tistih par strokovnjakov, ki jih zares imamo, potem sam zginejo v tujino. Vsaka šola nekaj stane, ameriška pa pač še malo več. Kdaj bomo kot družba dojeli, da je treba pametni ljudi vabiti k sebi, ne pa jih odganjati? In ali nujno po nove ideje stopi čez plot tudi geografsko, ali lahko vse, kar potrebujemo za napredek, najdemo tudi v domačih logih, sem vprašal nominiranko za Bob leta, Ano Breznik. Mislim, da ima Slovenija odlične pogoje, da lahko čisto vsaka ideja usklije v neko podobo, katero želimo tudi na slovenskih tleh. Hkrati pa menim, da je tujina odlična možnost, da postaviš svoje vrednote in slovenske rešitve v neko perspektivo, vidiš, kje Slovenija prehiteva v tujino in kje je morda še možnost za napredek. Nekaj, kar me je na Harvardu v jesenskem semestru res pozitivno presenetilo, kako dostopni in skromni so slavni profesorji. Namreč še kljub temu, da so v svoji karieri že toliko dosegli, še zmeraj hodijo na predavanja drugih profesorjev, sprašujejo vprašanja ali celo delajo domačo nalogo. In mislim, da bi tale mindset bil zelo koristen tudi na slovenskih tleh. Gospodična Breznik, hvala, čestitke za nominacijo in veliko uspeha v Združenih državah Amerike. Vsi imajo pravico govoriti, ampak se niso naučili, da nosijo odgovornost za to, kar povedo. Meni ne pride na misel, da bi v javnosti povedal kaj, kar je destruktivno, škodljivo, kar bi komu povzročilo trpljenje. V naši družbi se umetnost komunikacije še ni do konca razvila. Mi smo do pred kratkim imeli vladnega govorca, ki ga ni noben razumel. Mi imamo strokovnjake, ki jih vsi razumemo, ampak jih noben ne upošteva. Mi delamo bolj po principu najprej reči, pol razmisli, če te pa noben ni vmes na gobe zažgal, te pa reči še nekaj. Ampak, če je bilo kdaj pomembno, kako komuniciramo, je to zdaj. Od oktobra smo mi bili vsi kot Bavčar na Dobu, nekaj na pol zaprti, pa noben ni čisto točno vedel, do kdaj pa kako. Otroci doma, družine na kupu, kot je neskončen božič. 24 na dan, 7 dni na teden, 14 dni, na 14 dni, na 14 dni, na 14 dni, na 14 dni. Vmes se zdela, kot da živimo v tistem filmu z Bill Murrayem, o neskončno ponavljajočem se dnevu. Sam da je namesto Billa nastopal Kacin, namesto Svisca pa šef NIJZ. Je pa valjda, da se je ljudem začelo mešati, kako se ti ne bo. Zjutraj gledaš krivulje, potem mesiš kruh, potem pomagaš reševati naloge iz matematike za 4. razred, potem vzhajaš kruh. Naenkrat si ti pozoren na stvari, ki so bile prej avtomatične. Če je odpiranje vrat postalo ritual, če kljuke dotakneš se pred razkužilo, pol pa s komolcem si še spustiš milo, drgneš takole in štej, 1, 2, 3, 20 sekund bo okej. Ljudje nismo sam fizična bitja, ki jih porihtaš z nekim dodatkom v protikoronskem paketu. Kako in kaj se nam dogaja v glavah, je enako pomembno kot telesno preživetje. In za psihično zdravje je zelo pomembno, kaj in kako komuniciramo. Ali smo preveč osredotočeni sam na fizične vplive korona krize in ali nas po vseh valovih fizične korone čaka še val psihičnih težav, sem vprašal dr. Željka Čuriča. Korona situacija diktira malo več tirnic, pa na različnih koncih. Eni so socialni, eni ekonomski, eni so telesni,
Eni so zdravstveni in ta psihološki efekt, ki ga korona pušča na ljudeh, je definitivno že pustil kar globoke sledi. Vprašanje je samo časa, kdaj bo prišlo do kakih pokanja, pregorevanja, posebej pri ljudeh, ki od marca že delujejo v enih sistemih na polno. Jaz imam veliko klicev, veliko komunikacije s kolegicam, sestram, negovalci, tudi imam par skupin, da jim pomagam, da zdržijo tole vse skupaj, ampak da pridemo vse skupaj do konca, bomo rabili verjetno še 1 leto potem, da se zadeva toliko pomiri, da se povejo vsi spomini, vse bolečine, vse rane in na koncu bo korona, kot vse drugo, kar je bilo do zdaj, postala samo en neprijeten spomin, ki bo spominjal na nočno moro. Gospod Čurič, hvala in čestitke za nominacijo. Mi smo država, ampak res mala. V svetu tekstila bi mi bili XS modeli. Kje druge lahko srečaš predsednika države kar tako malo v trgovini ali pa predsednika vlade kar tako malo v zaporu? Mi vsi poznamo vse in zaradi te domačnosti potem je včasih težko izražamo občudovanje do tistih, ki zares izstopajo. Ker so itak tu, sosedi. Valjda ne boš soseda občudoval. Če bi bil Shakespeare Slovenc, bi sigurno za vsakim drugim šankom slišali Shakespeare, poznam, brez veze, kar neki, nasprot mene živi ti po Šiški. Mislim, odkar je njemu v Londonu ratelj se on full nos, pa greš gledati te njegove knjige, Henrik V, Henrik VIII. Mislim, če so že naslovi toliko brezveznik, vaj še leze vsebino. Mislim, kdo bo to bral? No, jaz ne. O podpori uspešnim je v nominiranem Bobu spregovorila Mirjana Medojevič, gledališka režiserka. Zdi se mi, da v Sloveniji vsi zelo dobro poznamo tudi tisti občutek, ko nam drugi režejo krila, namesto da bi pihali v njih. Preden smo Slovenci prišli na sceno, je imela Gaussova krivulja dosta ožjo sredino. Mi imamo pač radi to, da smo vsi na istem. Še iz feudalnih časov nas spremlja občutek, da so ljudje kot žeblji v parketu, če niso vsi zabiti do konca, pol je nekaj hudo narobe. In zato nas pri tistih uspešnih med nami vedno spremlja ta nek občutek, kot da se malo mečejo ven. Mislim, pa kva zdaj ta Tina Maze, a ne more biti malo bolj skromna ob dejstvu, da je svetovna prvakinja? Vse po svoje je super, da smo družba, ki ne dopušča prevelikih razlik. Ker bo razlik, ki jih prinaša kapitalizem, itak vse več in več in več. Po drugi strani pa... Človek rabi legende, narod rabi junake. Mi pa se ponovadi ful hitro navdušimo, kujemo ljudi v zvezde, potem pa čez eno sezono že pozabimo na njih, ker pa letos ne. Skoči samo 80 metrov. Mislim, kdo pa on misli, da je, no? Če ne pustiš drugim, da so veliki, tudi sam ne rasteš. In čeprav smo mali narod, ne pomeni, da se moramo tako tudi obnašati. Mi bi morali biti čivava med državami. Mali, ampak obnašati se pa kot rottweiler. Ali se moramo Slovenci počasi navaditi na to, da smo klio narod, ki ima vse, kar imajo veliki, vključno z velikimi posamezniki, sem vprašal režiserko Mirjano Medojevič. Se mi zdi, da ta velikost ali majhnost je v resnici zelo relativen pojem. Slovenija je majhna, Črna Gora, od kjer prihajam jaz, je še manjša. In zdaj sem se spomnila ene knjige, Konstantinovič je avtor, Filozofija Palanke je naslov. Govori o malomeščanskosti, da v resnici imate vtis, če ste iz majhnega okolja, da pol ne morete priznati drugim, da so pač nekaj naredila. In da ta sindrom je povezan točno s tem. In to nima zveze s številkami, ima zveze z neko širino v srcu, pa v duši, pa v glavi, konc koncev. Hvala gospe Medojevič in čestitke za nominacijo. Mi pa smo prišli do prelomne točke, ki ponuja 10 možnosti in žal le en dokončni odgovor. Spoštovani, hvala, da ste z nami letos preživeli Bob v tej manjši in malo bolj oddaljeni verziji. Jaz res upam, da se naslednjo leto vidimo v SNG Maribor, da se objamemo, poljubčkamo, obliznemo kozarce, samo zato, kar lahko. Hvala za pozornost, hvala za potrpljenje, hvala vsem nominirancem za prijazno sodelovanje. Sledi glavni del večera, razglasitev Boba leta. Besedo predajam odgovornemu uredniku časnika Večer, Matiji Stepišniku. Ker rada prevzamem paket tudi po noči, izberem za mesto dostave najbližji paketomat. Enostavno in povsod. Moja dostava, moja izbira. Na naši spletni strani preverite možnosti dostave in prevzema svoje pošiljke. Pošta Slovenije. Zanesljivo z vami. Ker ste v središču naše pozornosti, smo z vami tako, kot želite vi. Zavarovalnica Sava.
pa ni Slovensko narodno gledališče v Mariboru in veliki oder, kjer smo bili v zadnjih letih navajeni gostovati ob podelitvi Večerove akcije Bob leta. Ampak nič ne ve, lani je bilo tako ali tako vse drugače. Bilo je naporno, stresno leto, čas nepredstavljivega in nepredvidljivega koronavirusa. Korona leto, obdobje epidemije. Ampak naša akcija Bob leta 2020 in dobro kakovostno novinarstvo sta na krizo odporna. Sta stalnica, sta naša zaveza in obveza, da bo tako ostalo tudi naprej. Nenazadnje je kriza pokazala, kako pomembni so relevantni, verodostojni in profesionalni mediji. Ampak vrnimo se na začetek. Kje pravzaprav smo? Smo v šoli, na gimnaziji. S tem sem vam verjetno razkril že velik del odgovora na vprašanje, koga ste, spoštovane bralke in bralci Večera, izbrali za zmagovalca Večerove akcije Bob leta 2020. Človek širokih pogledov, bogatih izkušenj, gospod z izjemno avtoriteto, bogatim znanjem in izjemno močno strokovno težo. Upam, da smo vsi v teh tednih, ko so bila šolska vrata za učence, dijake in študente zaprta, spoznali, kako pomembna stava za našo prihodnost so izobraževanje, vedoželjnost, šolanje, javna uporaba uma, vedenje. Ampak naš nagrajenec ne reče Bob, le ko gre za šolstvo. Takole gre njegov Bob, ki ste ga izbrali za Bob leta 2020. V življenju lahko uspeš samo takrat, ko si upaš. Včasih je treba tudi malo tvegati. Če nič ne tvegaš, največ tvegaš, ker ostaneš tam, kjer si. Spoštovane gospe in gospodje, smo na drugi gimnaziji v Mariboru. Nagrado Večerov Bob leta 2020, že 22. po vrsti, je po izboru bralk in bralcev Večera izrekel šolnik, profesor, dolgoletni ravnatelj druge gimnazije v Mariboru, cenjeni gospod Mariborčan Ivan Lorenčič. Dober večer, dober dan in hvala, da ste nas sprejeli tukaj na drugi gimnaziji. V ponos nam je, da vam lahko izročimo Bob leta 2020. Hvala za to priznanje. Dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem, ki so glasovali za letošnje Bobe. Vsi so bili izjemno dobri in vsi bi si zaslužili, da postane Bob leta. Zato sem še posebej počaščen in vesel, da je moj Bob postal Bob leta. Bob leta, ki ga letos ste ga priznali, večkrat povem mladim, kot napotnico za njihovo kasnejše življenje. Tveganje namreč pomeni spremembe, prinaša napredek in zato je to toliko pomembno. Tveganja se ne lotimo vsi, zato ker pomeni odhod iz cone udobja, pomeni žrtve, pomeni odrekanja. Zgodovina je polna ljudi, ki so tvegali in prinesli spremembe, pa sami pri tem bili deležni kritik, nagajanj in tudi žrtev. Zato še posebej mladim večkrat o tem povem, zato ker bodo oni tisti, ki bodo odločali v naši prihodnosti. Brez tveganja, brez sprememb, tega seveda našega boljšega življenja in boljšega jutri ne bo. Nekateri dvomijo, da bo mladi se tega lotili. Vendar tako je bilo zmeraj. Starejši nismo večkrat niso verjeli mladim, mladi so pa zmeraj šli po svoje. Tudi moja generacija je bila takšna, generacija flower power hipijev, ki je svet postavila na glavo. Brez tega še enkrat sprememb ne bo in zato verjamem, da do tega pride. Zadnji čas je, da v ospredje stopijo znanje, strokovnost, empatija in upoštevanje drugačnosti. Avtohiša Koletnik bo tudi nekomu izmed vas polepšala vikend. Preverite svoje e-poštne nabiralnike, eden izmed vas bo namreč dobil vikend vožnjo s tem električnim lisečkom.